Ozdravljeno želvo kareto smo pospremili nazaj v morje. Po 14 letih smo se ponovno srečali z Veno. Kako svita pomaga slepemu Hačiju? Današnjo oddajo smo pričeli z osvoboditvijo. V naravo smo spustili želvo. Vi ste tisti, ki ste želvo oziroma društvo Morigenas, ki ste želvo našli poškodovano. Kakšna je njena zgodba? Torej, bili smo na rednem terenskem delu, katerega namen je predvsem proučevanje delfinov, in smo našli to želvo, ki je imela očitne težave pri potapljanju, imela je pa tudi vidne poškodbe na glavi in na oklepu. Zato smo jo prepeljali sem v Piran, kjer jo je dr. Golob nudil prvo pomoč in jo oskrbel. Od takrat se je pa dejansko okrevala v piranskem akvariju. Dr. Golob, kako je pravzaprav izgledala oskrba te želve? Kaj vse ste morali narediti? Želva je imela poškodbe na hrbtnem delu oklepa in glavi. Opravili smo to leto rane. Glavni vzrok nezmožnosti potapljanja je bil kopičenje plinov v celomski votlini želve, ki je onemogočil normalno potapljanje. Po zdravljenju je želva hitro okrevala, se normalno potapljala, dobro jedla. Pred izpustitvijo smo ji opravili toaleto oklepa še, imela je nekaj razjed, bila je zelo vitalna in željna vrnitve v morje. Tako je zdaj tudi izgledalo. Ste zadovoljni s tem, kako je odplavala? Zelo smo zadovoljni. Kako pogoste pa so te želve v našem morju? Zelo pogoste med aprilom in oktobrom. V mrzli polovici leta jih ni, oziroma so redkejše. Se zna zgoditi, da kakšna večja tudi ostane čez zimo, ampak večinoma grejo južneje. Drugače pa je severni Jadran zelo pomembno območje za prehranjevanje želv vseh starostnih skupin in pa pomembno razvojno območje za mlade želve. Zdaj lahko zaželimo samo še srečno pot, a ne? Tako. Gledalci oddaje o živalih in ljudeh ste lahko pred 14 leti spoznali psičko Veno. Danes smo jo ponovno obiskali. Gospa Alenka, koliko je Vena danes stara? Vena ima že polnih 15 let. Kakšne pasme je in v kakšnem stanju, kondiciji je? To je ena zame najlepša mešanka, ker res, ko sem videla njene starše, niso čist nič bili podobni. Tako da je mešanka. Kako je izgledalo srečanje z ekipo oddaje o živalih in ljudeh pred 14 leti? Bilo je zelo zanimivo, prijetno. Takrat je bil še dan, ko smo šli lahko plavati in je Vena takrat pokazala tudi, kako lepo plava. Takrat smo imeli še eno štavcerko,
ki je zdaj že preminula, ki bi imela zdaj že 19 let. To ljubezen do plavanja je Vena ohranila skozi vsa leta? Vsa leta, tudi letos še šla. Sicer bolj okrnjeno, ker prej smo lahko plavali po celo uro, zdaj pa ne, zdaj pa se drži plitvega, da ostane lepo na gladini, da jo ne odnaša, ker jo kovki ne držijo. Kakšno nego, kakšen odnos pravzaprav potrebujejo psi, ki dočakajo takšno starost kot vaša Vena? Vsekakor pes, ki pride v družino, je del družine, je družinski član in potrebuje svojo redno oskrbo, tako da je treba spoštovati njegov ritem, tudi njegovo prehrano. Je pa res, da daje toliko topline, toliko veselja, toliko tudi relaksira medčloveške odnose, da je nekaj božanskega. Zdaj je pravzaprav največji problem hoja, da sem pozorna, kje so kakšne ovire, kjer jo ona lahko gre ali pa da ji pomagam, ali da ji ne zdrsne. Druga stvar je pa tudi prehrana. V prehrani je treba biti pozoren glede na težave, ki so konkretno pri njej, so težave z prebavili. In res, če se spozabimo ali pa da nismo dovolj pozorni, potem so spet težave. Tako da je to glede prehrane in pa tudi velikosti briketov je treba biti kar zelo pozoren. Pred dobrim letom pa je Vena dobila tudi družbo. Koga ste v družino pripeljali? Sin se je odločil in je rekel, da je slišal, kako lahko starejši psi dobro vplivajo na mladiče in si je on umislil boksarko. Kakšen je danes njun odnos? Kaj vidite? Je boksarka tista, ki nekako poživi starejšo psičko? Je starejša psička tista, ki umirja mlajšo? Kako to izgleda? Ja, ko je bila še v 4 mesecih boksarka Kaja, tako malo nebogljena, je bilo včasih meni zelo težko, ker jo ni najlepše sprejela, tako malo z distance je bilo. Boksarka je bila pač enostavno preveč igriva in ta se ni čutila več tako stabilno na nogah in tukaj je prihajalo malo do navzkrižja, ampak v bistvu se je potem poskrbelo, da je bila boksarka dovolj fizično aktivna zunaj in ni bilo doma potem nobenih problemov, sta lepo. Zdaj pa v bistvu, ko boksarka že toliko ve, ima red, da ni nobenega problema več in se zelo lepo sodelujeta. Mislim, da skoraj včasih Vena bolj živahna, ravno zato, ker vidi Kajo, kako odreagira. Kaj priporočate tistim, katerih psi so se že postarali in razmišljajo o tem, da bodo tudi, ko jih prvi pes zapusti, imeli novega psa? Je to najboljši način, da se nekako še spoznata? Ja, moja izkušnja, moja misel glede na izkušnje, ko se pogovarja z ljudmi, ki izgubijo psa, ki jim je izredno velik prijatelj, izredno se navežejo na njega, zapusti izguba psa veliko praznino. In ko gledam starejše ljudi, vidim, da tudi telesno kar ošvohijo, ker nimajo več nekoga, ki mora za njega skrbeti. Tako da moja misel bi bila res naklonjena k temu, da ko se pričakuje, vidi, da bi lahko en starejši pes odhajal, je skoraj boljše, da se nekje počasi prilagaja in se s tem tudi tiste navade, ki jih ima ta pes, na katerega si bil že navajen, se prej prenesejo na novega psa. Čeprav vsak pes ima svoje lastnosti, svoj značaj, ampak mislim, da tiste osnovne zadeve pa, da se le psi med sabo lažje podelijo.
Pri nas doma smo 3 oziroma 5 članska družina, 2 psa pa en muc. Zdaj muc je že kar nekaj časa v družini, 15 let star. Kužka sta pa tak, psička je ta bela svita, je stara 2 leti. Dobili smo jo v bistvu preko spletne strani Pes moj prijatelj. Hači, tale je pa star 3 leta, prihaja pa v bistvu z azila. Je slep. V bistvu kužka smo vzeli zaradi tega, ker sem jaz šel parkrat v azil jih sprehajati. Potem pa v bistvu sem se na nek način zagrel za tega bogega, ali kako naj temu rečem. Takrat je bil mali še. Kuža je star 3 leta. V azilu so mi sicer rekli, da slabo vidi. Ko smo prišli domov, smo ga peljali veterinarju, kjer je potem potrdil, da ima glavkom, kar pomeni, da praktično čisto nič ne vidi. Začeli bomo zdaj z nekim zdravljenjem, z nekimi kapljicami proti glavkomu. Sicer ni vedno uspešno, ampak za probati je. Psa se v nulo razumeta, ni nobenih težav. Glede na to, da je ona malo bolj živahna, pa on malo bolj miren, sta ravno se prijetno dopolnjujeta. Glede na to, da je ona že vzgojena oziroma ima te neke osnove šole, zasedi, prostor, poleg, neke te malenkosti, mi v bistvu 90% ona pomaga pri vzgoji njega, ker do nje je precej bolj zaupljiv, ko do mene njej se čisto preda. Do mene se pa vseeno vidi, da ima malo strah do ljudi oziroma ima tisti rešpekt. In zato ga enostavno lepo pripnem na njo, ona ga pa pelje in v bistvu cel čas tudi čuva na njega, da se recimo drugi psi ne približujejo preveč. Tako da je vzela čisto materinsko vlogo do Hačija. V bistvu tako, če nimate psa za to, da ga boste peljali na razstave, pa ne vem, če v bistvu iščete prijatelja, je čisto vseeno, ali pes ali muca vidi ali ne vidi. Jaz imam občutek, da celo je tak pes še bolj družaben, še več da v bistvu od sebe. Glede na to, da je pač malo omejen v svojem gibanju, pa to je pač malo bolj odvisen od človeka in v to da tudi jasno pokazati in je tudi vsako hvaležnost recimo se izkazuje na precej bolj ljubeč način kot recimo pes ali pa žival, ki pa nima recimo hibe. Se verjetno pri ljudeh enako, smo pač hvaležni ljudem, ki nam pomagajo. Jesen je čas, ko se gojitelji malih živali srečujejo na razstavah, na katerih širši javnosti, pa tudi najmlajšim, pokažejo pasme živali, ki so jih vzgojili v preteklem letu. Mi smo obiskali eno prvih tovrstnih razstav, ki jo je organiziralo Društvo gojiteljev malih živali Pragersko. Prihodnje leto bodo praznovali 30 let obstoja. Danes se lahko pohvalim, da imamo mlade rejce, dobre rejce, lahko rečem celo vrhunske rejce, ki si tudi upajo na kakšno evropsko razstavo z svojimi živalmi. Ampak važno je, da so mladi dečki prišli in da, ker prej je že bila bolj taka stara populacija, tako da društvo se je zelo pomladilo. Gojitelji kuncev, golobov in drugih malih živali si vso leto prizadevajo približati zahtevnim standardom živali. Pridružili smo se ocenjevanju lepote kunca in goloba. Trenutno ocenjujemo orjaka v sivi barvi, zelo dober primerek. V Sloveniji med najbolj razširjenimi pasmami. Mislim, da je poleg ovnačev po številu živali na prvem mestu. Vsakega kunca
ocenjujemo po točno določenih določilih, ki so predpisani v slovenskem vzorniku pasemskih kuncev, in sicer se pod 1 ocenjuje tip in sama telesna oblika, ki nam pove, v kakšnem tipu žival ustreza določeni pasmi. V drugem določilu se ocenjuje, se stehta in na osnovi tega določi število točk, ki so tudi določene vnaprej. V tretjem določilu se ocenjuje krzno, sama struktura krzna. V četrtem določilu se pri vsaki pasmi posebej je predpisano, kaj se ocenjuje. Konkretno pri orjaku se ocenjuje pod določilo 4 sama glava, oblika glava, drža, uhlji, dolžina uhljev, mesnatost uhljev. Pod številko 5 oziroma 5. določilom sama kritna barva, ki se ocenjuje po samem izgledu in je točno predpisana za vsako barvo, ter pod 6. določilom temeljna barva. Zadnjo določilo ocenjujemo 7, zdravje, nega in kondicijo živali. Se pravi, tu se zdaj vidi pod tem določilom, koliko je posamezni gojitelj v tej rejski sezoni uspel žival do tega pripraviti oziroma razstavno pripraviti, ker moramo vedeti, da živali za razstavo to je mis, to se ocenjuje eksterjer in načeloma niso plemenske živali. Pri golobi ocenjujemo postavo, obliko in tu zdaj ocenjuje angleškega govšarja, to je ena med najtežjih pasem. In ta golob mora iti na 3 dele. Ocenjujemo postavo, držo, rezbo, govšo, tudi krila. Ta golob ima na x noge. Zdaj, če tako po domačem povedamo, da se ocenjuje kot mis. Vsaki golob ima svoj standard. In mi sodniki iščemo najslabše napake. To se pravi, zdaj, če ima večje napake, tako ima kako veliko napako, ga tudi ne ocenimo, ga izkvalificiramo. Če pa je dober golob, pa mu tudi damo odlično ali pa izredno oceno. Tako da pri angleški govšar je zelo, zelo težko ocenjevati, ker golobi, če niso zdresirani, da niso navajeni na ljudi, ne naredijo govše, ne postavijo se. In navadno je tako, če goloba daš v kletko, pol za 2 dni se on pokaže, da je on lep, da svo tisto noč. Če pa ga pripelješ v kletko in ga tisti dan ocenjuješ, ni to to. No, tukaj, kaj pred sabo, kaj vidimo, je to pasma ameriški king. So bolj mirni golobi, niso podivjani, tako da je golob je za nadborišče, pa tudi za voljero. To je letošnji mladič, ni še popolnoma dodelan, ampak sčasoma bo tudi struktura perje, pa to se bomo popravila. Je v primerjake v črno-beli barvi, to se pravi, je to črni tiger. Ocenjuje se pa splošni vtis, višina, razdelan ima standard, višina, širina. Dejansko to ni, kako bi rekel, to je športni golob bolj, recimo, ampak je to ljubiteljsko. Ob koncu oddaje pa še pogled preko naših meja. Na Kitajskem so prvič predstavili skupino mladičev velikega pande, ki so bili spočeti z umetno oploditvijo. Skotili so se med letošnjim julijem in septembrom. Za 14 mladičkov skrbijo v Centru za vzgojo in preučevanje velikih pand v jugozahodni kitajski provinciji Sichuan. Najstarejši med njimi, imenovan Meng Meng, je kar 4-krat težji od najmlajšega, ki ga kličejo Jaji. Razlika v starosti med njima je 40 dni.
现在就说体重的话哈，最大的是现在已经3000多了，就要接近马上都要到4000克了，然后最小的现在才几百克，600多克。 Mladiči velikega pande so najbolj občutljivi prvih 10 dni življenja. Spregledajo 100. dan po rojstvu. In še nekaj za ljubitelje mačk. V prestižni pariški soseski so odprli prvo mačjo kavarno s hišno posadko ducata mačk, ki se pustijo razvajati obiskovalcem. Mačke se sprehajajo med mizami, poležavajo v zanje predvidenih kotičkih, tu in tam pa se seveda udobno namestijo v naročju katerega od gostov lokala. Prav obiskovalci, utrujeni od stresa in delovnega dne, imajo zdaj na voljo prostor s posebej sproščujočim ozračjem. Dokazano je namreč, da prisotnost živali ugodno vpliva na razpoloženje in zdravje ljudi. Le ronronnement est une vibration qui aide à guérir, qui soulage l'arthrose, les rhumatismes, fait baisser la tension artérielle, fait baisser le rythme cardiaque. Novi lokal je zelo priljubljen. Na dan odprtja se je pred vrati gnetla množica obiskovalcev. Mizo je mogoče rezervirati šele za mesec naprej. Srečneži, ki so dobili prostor v kavarni, so z mačjo družbo zelo zadovoljni. Oui, il était sur la chaise quand je suis arrivée, donc je l'ai pris sur les genoux, je savais pas trop ce qu'il allait faire et il est resté, donc je suis très contente. Gostje morajo upoštevati pravila primernega vedenja do mačk. Gre predvsem za brezdomne živali. Med njimi je tudi Habi, ki je zdaj prijetno zavetje našla v naročju obiskovalca kavarne. C'est un concept très sympa, avec des chats très gentils, la nourriture est bonne aussi, donc c'est vraiment agréable de passer un moment ici. Današnja oddaja o živalih in ljudeh se tako izteka. Prihodnji teden vas vabimo na avstrijsko Koroško. Spoznali bomo park ptic. Se vidimo.